Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 30. maj. Tako? In kaj imamo? Kaj imamo? Na današnji dan so se rodili Dragan Džajić, srpski nogometaš. Ja, legendarni srpski nogometaš. Tudi Zdravko Čolić se je rodil na današnji dan. Legendarni Zdravko Čolić. Ne? Tudi Tom Morello se je rodil na današnji dan. Legendarni Tom Morello. Član skupine Rage Against the Machine. Tako. Audioslave, pa ne vem kaj še vse. Znan po svojem nenavadnem pristopu do igranja kitare. Predvsem, veš, solote pa to, ko je on imel, je vedno z nekimi čudnimi zvoki spravo ven iz kitare in efektov. Ni šlo za klasično igranje, ampak Majster, torej. Ja, ker kul. Tudi Edina Menzel se je rodila na današnji dan. Legendarna. No, v bistvu po eni strani zdaj že je, lahko, ne, mogoče. Poznamo jo po Let It Go, recimo, iz Frozen, ki je med otroki še vedno kar fejst popularni. Še kar po vseh teh letih. Ja. Tudi CeeLo Green se je rodil na današnji dan. A to pa je oni, ko zgleda ko morski lev. Ja. Zakaj? Ja, ker ne shujša. Zakaj? Že kako je ime? Prav? Tomaž? Res? Thomas de Carlo Calloway Burton. Ok. Toliko da veš. Ok, kdo je umrl na današnji dan? Ivana Orleanska, francoska junakinja in svetnica. Tudi Peter Paul Rubens, belgijski slikar. Tudi François-Marie Arouet Voltaire, francoski pisatelj in filozof. In pa Boris Pahor, naš pisatelj. Leta, torej kaj se je dogajalo? Leta 1431 Ivana Orleanska torej zažgejo na Grmadi. Leta 1814 s pariškim sporazumom Franciji povrnejo meje pred letom 1792 in Napoleon je izgnan na Elbo. Jaz sem tam bil. Na Elbi? In sem šel gledat. In ni, veš, to je tako, da bi jaz zdaj recimo tebe izgnal, ne vem, zdaj ne za hec, rečemo v Zagreb, tam pa bi imel full bajto, pa full vrt, pa vse boljše, skoraj ko imaš doma. Ja. No, tak, tam. Vse tak so se to te vedno zmenili. Ni bil izgnan, ne, da je tam, pa je pod neko drevo. Ja. Tam je imel taki svoj, tako lepo hišo, lahko greš pač gledat, ne, noter lahko tudi greš, sem videl posteljo, vse, prav not po bajti lahko hojiš, ja. Pa zunaj pa piše malo, tu je pa to, tako da kar kul. Ja, se je imel neki vpliv pa denar, tako da. Ja, tako da je za oglede, no, možno ta njegova vila mala tam, ne. In sicer je pa super podatek ta, da je z Celine na Elbo trajekt 170 €. Tako da ni tako, kot da bi šel na, ne vem, na Vis. Ja. Ok. Dosti draže in če boste šli, boste naenkrat. Je pa kaj tudi dlje, kako dolgo se voziš? Ne, pol ure. Okay. Se pravi, kot da bi šel na Ugljan, kjer je trajekt, ne vem, 20 ali koliko že, ne? Tam je pa 170. Cool. Ja. Torej ne bom šel nikoli. No, vidiš. Leta 1975 ustanovijo Evropsko vesoljsko agencijo, leta 1989 pa protestniki na pekinškem trgu nebeškega miru postavijo 11-metrski kip boginje demokracije. Ki je potem pač šla. Ja, in jim ni kaj pomagala preveč. Ne, imajo pa kamere povsod. Kar je tudi vrej. 7:44, lepo zdrav na Kitajsko. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Kaj boš žer? Naroči si za tu hamburger ali pico ali kaj. Ali jih ne bojo imeli tudi tam zdaj? Je. Bravo. Ja. Freestyle Medvard. Kako zlo si? Freestyle Medvard. Vzami kak češ. Street food.
Po street foodu ne bomo kozlali, ampak se bomo izjemno najedli, namreč četrtek, 4. junij, od 4. do 6. Torej street food Maribor na trgu Leona Štuklja. Spet bo 700 onih postavljenih in bojo imeli vse za jest, pa za pit bo imel krajnc. V sredini bo krajnc, tako mora biti. Tako tudi za kak posladek bo poskrbljeno zagotovo. In mi za vas pripravljamo eno veliko mizo. Z organizatorji smo se zmenili za street food pojedino. Tako, to pomeni ena taka velika miza, dosti stolov in vse gor za sprobat od vseh ponudnikov. Ne? Tako, in za vas torej lahko se prijavite s ključno besedo oziroma besedno z besedo. Kaj, ja, beseda. Pojedina, pošljite na SMS pa svoje ime zraven na 051 220 220 in ste v žrebu. Zdaj 2 nagradi smo že izžrebali, še 3 imamo, se mi zdi, tako da ponedeljek, torek, sreda. Bodite na preži, poslušajte. Žrebamo, ne? Ja, našpičite ušesa. Nima veze, ali se prijavite danes ali jutri ali ponedeljek, torek, sreda ali bilo kdaj, vsi ste v enakem bobnu, tako da lahko že zdaj pošljete, da ne boste pozabili, ne? Ja, in če zdaj pošljete, ne se čudi, če vas v torek zjutraj kliče neka številka. Kaj je to? Čakaj malo. Ja. Pa rečete, halo? Da, Nana Njeger tu. Res, z žrbom. Tako, spet. Ja. Ne, tako to gre. Tako. Torej, pojedina na 051 220 220. Če ne boste pripisali niti enega od svojih podatkov, jaz osebno SMS izbrišem. Ja, vsaj ime dajte. Ja, dajte. Pregled tedna. Na tem radiju so gostovali državni prvaki, vaterpolisti akademskega vaterpolo kluba Maribor Branik, direktor festivala Arsana Mladen Delin, Stefanijo iz skupine New Game Over, skupina Klon, Jan Plestenjak in skupina Joker Out. Vse pogovore najdete v audio špajzi na totiradio.si. Ponekod v Podravju in Pomurju je klestila toča. V mestnem parku Maribor se je zgodila operna noč. Na Teznu so postavili novo M-Bike postajo. Aleš Valič je letošnji prejemnik Borštnikovega prstana. Na glavnem trgu je potekal dobrodelni dogodek z naslovom Srčnost frizerjev. Vem, težko je prebrati, bom jaz naprej. Srčnost frizerjev. Odstrizimo tabuje in sicer v podporo ženskam, obolelim za rakom dojk in rodil. Ilka Štuhec pa je pod Pohorjem uradno sklenila svojo kariero ob druženju s prijatelji. In tudi zapela. Res je. Ja. In lampiončki. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso. Ker jih je 7. In z nama v tem studiu predsednik atletskega kluba Hypercat Ptuj in vodja tekmovanja, o katerem bomo govorili, Aleš Bezjak. Aleš, dobro jutro. Ja, lepo zdrav in lepo hvala zdrav. za povabilo. Ja, nikaj, Aleš, hvala, da si se vstal in se pripeljal. Ne? Ja. Zdaj, če je športnik, te že si bil v 4 verjetno. Ja, sva pa sklece delo. Pa na Pohorju, pa tak. Ja. Športnika, kaj se more, ni težko, ne? Ja, so pa radi utrujeni, ne? In radi počivajo športniki, ne? To pa regenerira. To pa je, ne? Regeneracija je glavni del športa. Ja, seveda, Fras, ne pa ti, ko celi cajt treniraš. Jaz se cajt regeneriram. za vsa ona, ne? 2 leti, kaj si laufal. Tako. Ok, Aleš, dajmo povedati, zakaj sploh si ti danes tukaj, kaj pripravljate vi na Ptuju in kdaj? Ajde, to je osnovno vprašanje. Tu sem zato, ker si mi ti rekel naj prijem, ne? Tako. Evo, smo zaključili. Evo, te pa, to. Okay. Ja, torej, jutri bo na Ptuju že 6. zapored potekal mednarodni atletski miting in memorial Roberta Preloga. Miting, ki predstavlja eno izmed vrhunca slovenske atletike na stadionu, torej stadionske atletike. Torej, miting je uvrščen v mednarodno atletsko ligo, torej del slovenske atletske lige in na nivo Challenger. Kaj to pomeni za najo, ko nimamo pojma, pa morda še koga zunaj? Challenger,
nivo Challenger, kaj je to? Ja, to je torej miting tudi Evropske atletske zveze, torej imamo certifikat tega nivoja Challenger, je to četrti po rangu v Evropi, ampak tisti, ki najviše, ki se tudi v Sloveniji tudi izvajajo. Ok, tako da ni zdaj to kar nekaj, zdaj tu enih par se dobi, pa bojo laufali. Ne, imamo zelo zanimivo in pestro dogajanje jutri na Ptuju. Okay, kdaj se vse skupaj prične, rešimo še? Ja, torej pričetek tekmovanja je o 15. uri, z uradno otvoritvijo ob 17. Ko se bo začel potem tudi nekje 2 uri pa pol rompompoma. Ok, kaj vse pripravljate, torej od 3. ure naprej recimo? Ja, na začetku bodo nas razveselili naši najmlajši z teki na 60 metrov, na to pa se začnejo... To bi vidva lahko šla. To je edino še, kaj lahko. Ja, samo bo ta mogla osebno pokazati, da vidimo, če lahko gre tam med te otroke noter. Ok, ja, kaj še? Nadalje pa potem nekaj disciplin zanimivih v slovenski ligi, kot sem pa že povedal, od 17. ure naprej pa izredno močna mednarodna konkurenca, 13 disciplin, ki bodo štele za točke Challengera in takrat se začne dejansko zares. Ok, nekaj več še čez dobre 3 minute, tako da ostanite, da izvemo še, če bomo lahko videli kakšne domače ase ali pa tuje, ne? Tako da dajte ostati, čez 3 minute smo nazaj. V totem studiu z nama še vedno predsednik atletskega kluba Hypercat Ptuj in vodja tekmovanja, ki se bo dogajalo jutri, Aleš Bezjak. Aleš, dobro jutro še enkrat. Ja, lepo zdrav. Bravo. Torej, mednarodni atletski miting in 6. memorial Roberta Preloga jutri, torej od 15. ure naprej na mestnem stadionu Ptuj, ne, smo rekli. Tako je. Okay. Ampak ob 17. se komaj začne tisto to pravo, ne, si rekel in omenil 13 disciplin. Kaj te vse, mislim? Ja, naštej 13 atletskih disciplin. 10 tekov, pa potem kopje, pa kladivo, pa disk. Ja, zelo blizu si, tako da te moram pohvaliti. Pa kuglo si pozabil. Ja. Okay, evo. Žal, krogle in kopja nimamo, ampak torej, izvedli bomo 7 ženskih in 6 moških disciplin, med njimi oba diska, torej moški ženski disk, kladivo, obe daljini za ženske in za moške. Na to pa imamo Formula 1, 100 metrov, 200 metrov, 400 metrov, memorialna disciplina za moške, 3000 metrov, prav tako zelo zanimiva in dogajanje strnjeno v, tako ste rekla, 2 urah pa pol. Ok, to je že dolčne malo. Cooper pa še malo. Da bi hitro laufal na 3 km, da bi bil prvi, ne samo tako malo po gozdu. Ok, ali bomo lahko videli kakšne slovenske ase recimo, ali pa ne vem, pridajo kakšni taki? Ja, torej na Ptuj smo privabili res pestro zasedbo, tako ogromno slovenskih reprezentantov, mislim, da sem jih naštel kar 12 slovenskih reprezentantov, ki bo jutri nastopilo. Poleg tega, torej prvo ime med Slovenci, seveda Kristjan Čeh, med diska, domačin, Ptujčan, na to Anek Čurin, prapotnik, najhitrejši Slovenec, državni rekorder, prav tako Ptujčan, in potem iz tujine imamo tudi recimo dobitnika olimpijske medalje Lukasa Weisheimdigera, ki bo se z Kristjanom pomeril v metu diska, tako da bo kar prestižni dvoboj v tej disciplini, pa seveda stotka bo izredno hitra, poleg Aneja in Jerneja Gumilara, torej obeh najhitrejših Slovencev, bo kar nekaj izzivalcev iz tujine, Britanci, Romuni, Slovaki, Čehi, Hrvati, tako da bo res pestro. Super in barvito, tako da bo marsikaj za videti. Povej, Aleš, tako tu bolj med nami, če imate tam kaj, neke hot-doge ali pa neke. Definitivno bo poskrbljeno, na Ptuju smo ali pa znani. Sadje, recimo, ajde, če smo bolj športni, ali pa ne vem, bowle, kakšne z otrobi pa.
na štantu, veš, da to gre ti potem zmeša za after. jagode pa grškega. Ja, pa skir pa to. To gre za after. Ja, na Ptuju smo vedno znani kot zelo dobri organizatorji, to nam priznavajo vsi, cela atletska srednja, vedno pripravimo ne samo tekmovanje, ampak dogodek in tudi to jutri, super. jaz mislim, da bo prava stvar za pogledat, tako za ljubitelje atletike, kot tiste, ki atletiko spremljajo za enim očesom, recimo tako vidva, bo zelo zanimivo, tako da vabljeni vsi. Tako da ne rajmo biti za neki strokovnjaki, ampak pridemo na dogodek. Ne, tako navijaj za tistega, ki najhitreje teče in je to veš, tako. Da bo zmagal. Ne? No. Pa pune hamburger na tribune. Ja, ne vem, gled, mogoče imajo kakšne zdrave, ne, bomo videli jutri. Torej jutri od 15. ure naprej na mestnem stadionu Ptuj pridite na mednarodni atletski miting in 6. memorial Roberta Preloga od 15. dalje. Aleš, hvala lepa, da si prišel. Hvala vama še enkrat za povabilo in upam, da se vidimo v čim večjem številu. No? Ja, tako da pridite navijati, pridite se družiti, lahko mogoče pol, ko bo fertik, tudi kako zapojemo. Ne? Ja. Ali pa izzovete Aleša. Ali pa gremo proti Alešu. Kogarkoli na atletskih zelenicah, pa da vidimo, kako nam bo to šlo. Ja, Fras, midva pa kuglo poiščemo, pa si gremo metat. Hvala, Aleš. Ko se mi pa to zgodi? Ko si v službi in pridejo delati, prenavljati pode, ne? In pač seveda ne moreš zdaj hoditi povsod. Ja. In seveda je s tem omejen tudi dostop do stranišč. Ne? In te tišči lulat ob 11:45, spravi 15 do 12. Že si mislil iti. In potem seveda vse to mine in in pridem domov in je ura 16:40, ko sem šel komaj lulat. Pa me niti ni tako hudo, da ne bi mogel še 3-4 ure. Vmes gre nazaj. In pol, ko sem šel, sem razmišljal, kako dolgo te bi lahko človek zdržal. Ne probavati. Ne, se ne bom. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o atletiki. Glede na to, da smo prej govorili z Alešem Bezjakom, predsednikom atletskega kluba Hypercat Ptuj, seveda vse enkrat še povabimo na jutrišnji mednarodni atletski miting in 6. memorial Roberta Preloga ob 3 na mestnem stadionu na Ptuju. In zato sem se odločil malo pogledati o atletiki. Okay. Dolgo časa, prvo zabavno dejstvo, so tekači začeli teči iz stoječega položaja, kar tako normalno. Nizki štart, ki ga poznamo danes, je leta 1887 izumil ameriški sprinter Charles Sherrill, potem ko je opazoval kenguruje v živalskem vrtu, veš, ko se tako naredijo, preden bojo skočili. Zanimivo. In je posnemal njihov položaj. Pa samo kar dobro, ne? Izumiš nizki štart, zanimivo, ne? Ja. Drugo zabavno dejstvo o atletiki oziroma iz sveta atletike, slon in maraton je naslov. Leta 1909 je na tekmovanju v Massachusettsu tekač po imenu Tom Longboat premagal tekmovalca, ki je tekel na konju. Tretji v cilju pa je bil slon. Kaj se je te dogajalo? Ne vem. Cirko se pobegli. Piše, da je še vedno eden najbolj bizarnih dogodkov to v zgodovini teka na dolge proge. Okay. Se pravi, človek pol en s konjem, pa slon. In pa še zadnje zabavno dejstvo sveta atletike, če slučajno poznaš etiopskega tekača, znanega Haile Gebrselassie, eden največjih šampionov na dolge proge. Verjetno, če bi ga videl, bi mogoče vedel, Fras, jaz se ga spomnim, sem doskrat gledal. On je eden največjih v zgodovini. Piše tukaj, da je med tekom vedno tako čudno držal levo roko, ko je tekel, in to bi naj bila posledica njegovega otroštva, ko je vsak dan pretekel 10 km v šolo in nazaj, pri čemer je imel v roki vedno šolske zvezke in knjige. Se je tako navadil, da je tako bolj gori. Ja. Baje.
Jaz sem šel Mogoče mu je gledat, zato malo bolj. pomagalo. Ja, sem potem razmišljal, zakaj je laufal, ne? Prej bi šel, butl. Tri zabavna dejstva o Spanju. Tako. Prvo, če zvečer zaspimo v manj kot 5 minutah, je to slabo, ker pomeni, da nam primanjkuje spanca, je to znak za ekstremno pomanjkanje spanca. Normalno je, da v 10 do 20 minutah lepo počasi se trudiš in zaspiš. Ja. Če ti le uspe, drugače pa to traja, tudi po uro. Ali Pri več. meni nikoli, jaz sem vedno manj kot 5 minutah. Imaš drugi problem, očitno. Ja. Drugo, kronično pomanjkanje spanca je povezano z večjo možnostjo srčnih obolenj in kapi. No, zato pa hodimo, ne, na preglede. In tretje, ko smo zelo utrujeni in zaspani, se možganom začne luštati visokokalorična hrana, obenem pa nam istočasno začne pešati tudi samokontrola. Tako. In kdaj se nam bolj lušta, ko pa po prekrokani noči? Tako. Ne? Neko svinjarijo, mastno, ampak je pa dobro, ne? To pa je. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel v soboto.